Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Pozdravljeni na novi epizodi Alumni Connect podcasta. Danes je z nami Ema Kozin. Ema je svetovna prvakinja po različicah WBC in WBO ter naša magistrska študentka. Pozdravljena, Ema, kako si? Živijo, super. Ful hvala, da si z nami danes Ja, tukaj. z Tole veseljem. moram reči, da je zelo posebna epizoda našega podcasta, zaradi tega, ker imamo res športnico svetovnega ranga danes z nami. Mislim, ja, je zanimivo tudi za me, tako prvič, da grem dejansko na nek podcast, ki ni samo šport, a ne. Ampak ja, z veseljem se odzovem do takim No, povabilom. absolutno. Torej, iskreno ne morem začeti podcasta, da te ne vprašam takoj o tvoji diplomi. Videla sem, da si diplomirala na FMF-ju. In zdaj, iskreno povedano, kje si našla tako unikatno kombinacijo poklicev, diplomirana finančna matematičarka, zdaj si pri nas magistrska študentka, pa še svetovna boksarka. Ja, mislim, jaz sem se za matematiko že po moji osnovni šoli odločila, da bom jaz nekaj delala z matematiko, ker mi je šla res dobro, ne. Tudi se mi zdi, koliko sem malo efforta rabila dati, pa mi je šlo ful dobro, ne. Sicer sem ga pol še preveč, ker sem hotela samo to delati domačih nalog. Tako da pol je šele prišel boks, pol so me vedno sprašali, kako to povezuješ, kaj šteješ, kaj razmišljaš, ne, in kakšne kombinacije, pa jaz tako, glej, najbolj simpel matematika, če večkrat zadaneš, ker nasprotnica tebe, si zmagal in je to, a ne. Pol pa v bistvu, ja, najprej sem bila na Vegovi, ki je tudi malo bolj tehnično podkovana, malo bolj matematika oziroma naravoslovje malo bolj poudarjeno proti družboslovju, tako da pol sem tudi hitro videla, da bi šla na FMF. In na finančno sem šla najprej zato, ker nima fizike, ker fizike pa začudoma ne maram. Pol pa je nekako tudi tisto, dejansko je tudi finance, ekonomija dejansko tudi zanimiv, in pol tudi po končani diplomi sem si vzela kakšen let tako malo frej, pa razmislila, kaj bi pa zdaj, bi šla spet na finančno naprej magistrski študij, ali bi šla sem. Sem rekla, da grem malo sem, še zmerom tudi tako za naprej, po moje je zanimivo tudi delodajalcem, da imaš ti neke diplome oziroma magister iz dveh različnih fakultet, pa tudi, da dejansko malo bolj dobimo tistega razlog, kaj se sploh dela, ne da samo neke formule izpeljujemo, ker ne vemo, kako se to sploh dejansko uporablja v življenju. Ja, finančna matematika na FMF je izjemno teoretična, ja. In kako ti je tukaj, zakaj si se, mislim, zdaj si rekla, zakaj točno si se odločila za ekonomsko, na katero smer si se pa vpisala? Na kvantitativne finance in aktuarstvo, tako da je mogoče tam, kjer je še največ matematike zraven, a ne, da imam vse tako, neko mogoče majhno prednost pred unimi, ki so samo ekonomisti, hkrati moram pa še zmerom tisto malo ekonomsko logiko pogruntati, pa kakšne zadeve, pa tako. Pa zanimivo je, ko imamo vse v angleščini, pa pol stvari razmišljam po slovensko, po angleško, ko se učim, a ne. Ampak ja, ne, mi je zanimivo, tudi sošolci so super, tudi se mi zdi tako dosti domače. Mislila sem, da ne bom se tako domače počutila, kakor se. Ampak smo majhna skupina, pa tudi dosti se že poznamo, tako da mi je super. Zdaj pa je to samo tako od enega FMF-jevca do drugega. Kdaj hodiš po faksu za FMF hudijem? Ne, nisem še šla, razmišljala sem, ampak sem lahko, da ne, sam vrečko sem pa nosila, ja, FMF. No, evo, ker to je tisto, ko slišiš včasih, ja, takoj opaziš FMF študenta na ekonomski, ker vedno pride v FMF hudijo na Jaz še predavanja. nisem. No, zdaj pa deva se malo tako, da dobimo celostno sliko. Kdaj si se pa začela potem z boksom ukvarjati? Pa v bistvu po 11 letih, oziroma malo pred 12, tako da dosti mladost za boks, no, ker večina, če se začnejo ukvarjati z boksom, je to šele v srednji šoli, ker nekako prej jih malo bremzajo starši, ne vem, kaj drugega. Pa vsem se zdi, da je boks ful bolj nasilen, ker ne vem, recimo kakšen judo ali pa jiu-jitsu ali pa tudi rokomet, načeloma sem jaz tudi rokomet igrala, vem, da zna biti zelo nasilen, zelo agresiven, tako da pri boksu veš, kam te bojo udarili, pri rokometu ne veš.
In zakaj si se ravno odločila za boks? Si rekla, da si tudi rokomet igrala, si se nasplošno veliko ukvarjala s športom? Ja, doma smo dosti športniki, oziroma dosti športni tipi, pa tudi tako, no, pol, ko sem končala rokomet, ker nekako ni bilo več tiste volje, mi je v bistvu ati predlagal, da grem kakšno borilno veščino, pa je bil boksarski klub najbližji in mu je ratalo všeč, tako da ja. No, odlično, zanimivo, geografska preferenca, no to je Ja. zelo realno. In kaj je tvoj najljubši zgodnji spomin na boks? Tisto, ko si vedela, ko si doživela, tako, ja, to je to. Mislim, da kar tista prva amaterska borba, tudi sem bila stara 12 let, tako da tisto je bilo zanimivo, tudi bilo je v diskoteki v Slovenskih Konjicah, a pa Bistrci, nisem ziher. Ampak ja, že ko gre 12-letnica v diskoteko, je to kar pomenljivo. Pa tudi zmagala sem, mislim, da sem takrat hrvaško državno podprvakinjo premagala. In ja, pač sicer, ker sem gledala par let kasneje tisto borbo, sem bila tako, kaj sem delala, ampak ne, takrat se je pokazalo, da imam tisto borbeno srce, tudi trenerjem se nekako pokažeš, ker nikoli ne vejo, ne. Na treningih je to čisto drugače, kot na tekmi. Vedno polovico ljudi, ki ima prvo tekmo, čisto zmrzne, ali mehke noge ratajo, ali kar nekaj dela, ali se v prvi rundi čisto strošne, meni je pa nekako ratalo, v bistvu sem pol še. Prvo rundo je bilo tako, drugo naprej je bilo pa super. In to si rekla, to je bil torej ta amaterska tekma, je to več sotekmovalk ali kako je to potekalo? V amaterskem je tako, da imaš manj rund, tudi punce imajo čelade gor, tudi malo drugače se točkuje, večinoma so samo te pike, in se večinoma dela na kvantiteti udarcev, medtem ko v profesionalnem, ko imaš tudi več rund, se večinoma dela na kvaliteti, oziroma da ti trošiš nasprotnika, ker pač traja 10 rund. Pa nas pri puncah tudi brez čelad je veliko mogoče malo bolj nevaren, ampak je tudi, se mi zdi, malo boljš za gledati, zato ker se zgodi, se dejansko dosti zgodi, ni nekaj skozi sploh ne veš, katera je koga udarila, ampak ja, malo bolj drugače je, pa tudi tako, da amaterski greš lahko pol na olimpijske, ampak je res težko priti na olimpijske, ker drugače je 11 težnostnih kategorij, na olimpijskih so 3. In to je tak naval, s tem, da je tudi omenjeno, koliko je število, ne. Ja, seveda, ja. Vse takrat, ker je bilo tako, da sem se kar raje za profi odločila, pa tudi taka sem, da jaz rabim par rund, da se segrejem, pa da začnem na polnih obratih delovati. Okej, in tista prva tekma, ko je bila, torej v diskoteki. Ja. Na kak način se spomniš, kakšne občutke si imela, ko si prišla noter prvič v ring, na dejanski meč? Zaradi tega, ker sej 12-letniki, včasih imajo zelo visok ego, pa sposobnosti mečkeno niže. In me zato zanima, kako si to doživljala. Jaz sem bila kar, mislim, da lih kontra, 12-letnica. Jaz sem bila tudi zelo nesamozavestna v tistih letih, tako da mislim, da mi je tudi boks to dal. Malo več samozavesti, nekako se tudi dobro počutiš v lastni koži, kar je tudi, mislim, da izjemno pomembno. Ampak ja, najprej je bila, se mi zdi, malo trema, pa to, pa v bistvu ta trema ratala v pozitiven adrenalin, pa itak je bilo konec moje tekme, to še ene 5 ur nisem mogla spati pol, ker pač adrenalin delu. Moji so me tudi šli gledat, še moj brat je bil čisto živčen, ker je snemal prav tako trese se slika, sem tako, Ampak ja, po moje sem bila jaz še najbolj pol skolirana od vseh, takrat tisto tekmo. No, ful dobro, kdaj si pa res 100% vedela, da greš v profi vode? V profi vode vmes je bilo tak del, ko nismo imela neki ne tekem, nič se ni dogajalo. Tudi tako je, da ko si ti v amaterskem, moraš imeti pač podporo Slovenske boksarske zveze, Itak v reprezentanco ni težko priti, ampak je tudi tako, da te peljejo drugam, da te prijavljajo, ker je to izjemen tako finančni zalogaj, V profi še zmeraj je še večji, ampak hkrati lažje dobiš sponzorje, ker si sam s svojo ekipo. En ti dejansko gleda, kdaj pač in moj trener, menedžer, kam bomo šli na tekme, kaj bomo delali. Tam si pa tako malo odvisen od zveze in lahko ful čakaš. V Sloveniji je pa zelo malo boksark, sploh, ki so bile takrat toliko težke, pa toliko mlade, kot jaz, Na primer starejšimi načeloma nisi smel na teh uradnih tekmah boksati in
pač pol je trajalo, pa smo šli tudi v Srbijo, pa jaz brez tekme, ne, in ti to res pade motivacija za to, a ne, tako, zakaj sploh tukaj garam cel let, pa mi pol odpade, a ne, oziroma se peljem tja, pa vsak vikend smo na neko ligo šli, imela sem pa mogoče enkrat na 2 meseca borbo ali pa javni sparing, ki je bila slučajno kjera punca tudi prej, pa so rekla, ok, bomo malo sparirali, se pravi, malo trening tekma. Pri profi je pa tako, da imaš ti naprej že določen nasprotnico, tudi nekako je bolj zazihar, da boš imel tekmo. Če se karkoli zgodi, se pač scancela, ampak to se vedno ve par tednov prej, nikoli ne prideš tja in tako, ja, ni je, a ne. Tudi veš točno proti kom greš, proti kom se moraš pripravljati, tako da je malo bolj tako. Je pa pač pol taktično, pol zahtevno. Ja, verjamem, ja. Zdaj pa, če se malo vrneva nazaj. Rekla si, da te je matematika vedno veselila. Ampak glih, vsaj po mojih izkušnjah je tako, morda te matematika veseli, pa priješ na FMF, pa ugotoviš, da je to čist drug svet. In zdaj me zanima, kak je tebi bil študij, kakšna je tvoja izkušnja? Ja, mislim, da je kar vsakmu, ki gre na FMF, kar šok, ne, najprej že mogoče tisti prvi teden, pa tako se mogoče ni spet toliko, a ne, sam hitro se dela, pol pišemo vsi kolokvi, pa ker smo vsi bili na 5 navajeni, mogoče kakšno 4, pa pišeš tako pod 30 postov, pa še to si bil med boljšimi, ne. Si tako, je vredno, ne, ampak ja, pa tudi ko starejši reče, lej, prvi 2 leti se matraš, pa greš v drugi letnik, pa gre v redu. Ampak ja, nekako, jaz sem taka trmasta, ne, tudi pri boksu tako, pač, če ti kaj ne gre, boš toliko ponovitev naredil ali pa pač prespal, pa bo mogoče pol šlo, ne. Moraš biti vztrajen, je pa tako, ja, organizacija, pač pol moraš vedeti, da socialnega življenja bolj kaj ne nimaš, ker greš zjutraj na trening, pa greš na predavanje, pa greš na trening in če imaš še kaj energije, se malo učiš, a ne. Tako da ja, je bilo naporno, ne, ampak ja, nekako je tak bil ogromen izziv, ampak mislim, da bom cel življenje ponosna, da mi je ratalo do konca narediti, ker verjetno, če bi prej upala, pa kam drugam šla, bi me vedno to žrlo malo. Ja, verjamem. Ja, en profesor je rekel, da v bistvu prvi letnik je zelo dolg in drag sprejemni izpit. Res je, res je. Pa ko tega nekako dati skozi, se tudi ti malo pogruntaš, pa lahko greš naprej. Pa misliš, da ti je res ta mentaliteta boksa, torej vztrajaj, pa pojdi do konca, pa magari, ne vem, prespi, tako si rekla, da ti je to pomagalo speljati do konca? Misliš, da brez tega bi ti bilo še huje? Ja, mislim, da ja. Jaz sem tudi taka, takrat, ko imam mogoče več stvari in kar se faksa in treninge bolj napolne, dejansko bolj delujem, bolj sem organizirana in pri obeh stvareh dejansko boljš delam, bolj sem efektivna, kakor pa takrat, ko imam tako, ok, zdaj je malo easy, pol tudi druge stvari začnem v easy, v defaultu delati, a ne. Tule pa pač ja, sej mogoče je, ampak kaj itak si skozi, ok, zdaj imam to, niti ne trpiš, no. Ja, seveda. Kaj te pa nasplošno pri faksu gre vseeno, ne? Iščeš neko veselje v tistih dokazih, v tistih izrekih. Kaj te je najbolj navduševalo? Je bil kak tak predmet, ko je res si se veselila iti na predavanje? Mislim, saj dejansko meni je bilo vse zanimivo, ne, ampak na primer je pa tako sploh ta prvi letnik, ko sta kakšne 2 analizi, 1 pa 2, ki je res tak tempo je, saj po, ko gledaš, to je zanimivo, ampak je toliko hiter, da ti med predavanjem komaj utegneš prepisovati za profesorjem, kaj šele, da bi dojel, kaj se dogaja, ne, ampak pol, ko se učiš, ne, sploh, ker verjetno prvo ne narediš, ne, tretjič si tako, ja, saj lepo se to izide, pa zakaj smo to rabili. Drugače pa ja, na začetku sem sploh kakšne te lažje, pač lažje predmete rajš imela, kakšne diskretna matematika oziroma diskretne strukture mi je bilo fajn. Tudi zato, ker je bilo dosti logika, ni bilo res moraš vse neke izreke znati, pa obvladati, pa dokaze do konca, ker bog ne daj, da pozabiš reči, da za vsak x to velja. Tako da ja, so bili kakšni lažji, to tudi, pa ko si navajen, ok, si zadovoljen 6, pa občasno kakšno 10 dobiš, pa si tako, wow. Ne, pa si se manj učil, ampak ja. Torej, ja, si rekla, da
osebnega življenja basically nimaš, a ne, da si skozi ali na treningih, ali pa da se učiš pa na faksu, oziroma se učiš, če imaš kaj odvečne energije. Sem koliko na svetu si pa pol ti to kombinirala? Ker jaz vem, da večina študentov, vsaj tudi prvi pa drugi letnik, takrat, ko res moraš pregurati, je sam v knjigah. So na faksu, pridejo domov, odprejo knjige in probajo razumeti tisto, kar je profesor govoril. Koliko ti je to ratalo? Ja, v bistvu sicer se bo mogoče najprej grozen slišal, ne, sam jaz sem imela ob 6 zjutraj treninge, zato da sem bila ob 8 na faksu, ampak hkrati sem imela prednost v tem, da sem jaz bila že na obratih. Jaz sem ful bolj, se mi zdi, sprejemala kot 3/4 mojih sošolcev, kaj se dogaja, ker sem bila zbojena čista, ne. Res, da sem jaz hodila zgodaj spat, jaz nikoli se nisem čez noč učila, edino, kar sem delala čez noč za faks, je bilo kakšno programiranje ali pa diplomsko, kar sem pisala. Drugače pa ja, se mi zdi lažje mogoče sprejemala, pa tudi tako, no, se mi zdi, rajš sem imela manj časa učenja, pa tisto res dobro, tudi nisem mogoče toliko nalog naredila kot drugi, ker vem, da so čez vse tiste, celo zbirko nalog šli, ne, pa še so imeli probleme narediti. Jaz sem pač manjkrat, pa več teže, pa tako različno, ne, kakšno iz tega, kakšno zvezdico označen, ki pomeni, da je težek, ker da drugi niso, ne. Ampak ja, pač se nekako je dal, no, zdaj tudi malo lažje, ker imamo manj predavanj, ker tako malo mi je čudno, tako sem ziher sem toliko predmetov, a sem jaz kaj pozabila. Ampak ja, malo je lažje tudi, no, se mi zdi, kar se tega tiče, manj časovne ti vzame, moraš pa ja, več tako na ekonomski, kakšne seminarje delati, ki jih prej niti toliko nismo rabili, pa tako, pa kvize, pa assignmente, ker na FMF-ju nič ni obvezano. On ti reče, ja, samo na izpit prideš, pa narediš vaje, pa teorijo, pa je to, a ne, sam dejansko, ne, moraš delati, da boš pol naredil izpit. Ja, seveda. In tako si prej rekla, da nisi imela nič poleg tega. Je kaj takega, kar te je res bolelo, da si se morala odpovedati, zato da si spravila skozi FMF in boks hkrati? Mislim, ja, včasih, sploh takrat, ko si res matran, je bolj, ko ne to, ja, ko je bilo fajn biti kar nekak normalen študent, pač malo se uči in hodi na predavanje, malo gre žurirati, a ne, sam tudi, ko sem šla na kakšno žurko, itak jaz že ob 11 ratam zaspana, spijem skoraj nič, pa sem tako, gremo domov, a ne. Itak zjutraj trening, pa tudi, če ga nimam, bi šla domov, ker bom ostala ob 7, a ne. Tako da niti nisem taka, da bi jo to ful navduševalo, no, ja, sem tako, kakšen družabni večer, pa to že, a ne, ampak to se da tudi pol po treningu narediti. Zdaj pa na ekonomske. Rekla si, da je malo lažje, ker je tudi veliko sprotnega dela, pa tudi vidiš, da ti je veliko lažje tudi usklajevati vse skupaj? Je, ker je, kako sem rekla, manj predavanje, manj predmetov, je res, da imam tako, samo 3 dni imam predavanje, res, da so te malo bolj nafilani, a ne, ampak še zmerom lahko stisnem, pa grem zjutraj na trening, pred predavanji pa pol, pa se pol imam 4 dni v bistvu malo bolj umirjeno, a ne. Koka pa takrat je bilo res 5 dni skozi, a ne, res, da smo imeli take normalne ure, ne, pa si bil že ob 3 konc, a ne, kle smo tudi 5 ali pa do 8 zvečer. Ampak ja, pač takrat je tudi, no, se mi zdi, da sem malo bolj spočita, malo tudi, ko si starejši, pa ko malo skontaš sistem faksa, kako se moraš učiti, pa tudi svoj sistem, kaj ti najbolj ustreza, je pa lažje. In zdaj, čistak, ta urnik, ko ga imaš zdaj, imaš časa še tudi za kaj več, ali še vedno samo uživaš v boksu, pa da imaš še malo, da priješ domov, pa dejansko zadihaš? Dejansko imam malo več časa, pač 3 dni, ne, ampak drugače pa ja, 4 dni pa se kar pozna, ne, tudi če se en dan, recimo, skup spravljam, rabim malo bolj miru, sploh, da se tako spočijem tudi že tega dogajanja, ja, dejansko je, imam celo čas normalne knjige malo brati, pa se s kom dobiti, pa tako, pa družiti, pa kakšno dvojko igrati, ker dejansko imam še energije, da še kaj športam izven boksa, ne. Tako da je, se mi zdi kar lažje, no. Ampak verjamem pa, da res mora biti, tako si prej rekla, notranje zadovoljstvo, pa da vseeno imaš tisto diplomo pospravljeno, pa da lahko, če daš drugega, tako kot Klavt, veš, ki sem pa jaz diplomirala, pa pokažeš. Ja, tudi lažje je že tako, ne, ker imaš nekaj narejeni, si tako, to je sam plus, ne, ni zdaj moram imeti, ker ne bom sam gimnazijo valjda imela narejeno, moram imeti kaj
zdaj je še zmeraj uno plus, pa se mi zdi malo manj pritiska, pa ne, da bi mi doma karkoli kdaj dajali zaradi tega pritiska, ne, so bili pa izjemno ponosni. Ko sem diplomirala, tudi sploh ati je rekel, jaz sem dobil še dodatno spoštovanje, ko sem šel na uno, ko smo dobili diplomske naloge, ne, pa malo to podelitev, pa ki je rekel, jaz nisem nobenega naslova diplomske razumel, kaj to pomeni. Takrat sem res dojel, da si ti wow naredila. Ne. A tisto, ko si imela zagovor pred profesorji, pa so prišli? Tisto mu sploh nisem rekla, tisto ne jed, ker sem imela to, sem dodatno žična, sam ne pol, ker smo imeli podelitev in ti vedno napiše tudi pač naslov tvoje diplomske, ne, če si imel. In je tako moja, jaz si sploh predstavljati ne morem, tu neki fancy zveni, ampak ne vem, kaj točno je to. Ja, zdaj me pa firbec matra, kaj pa je bil naslov tvoje diplomske naloge? No, je bil polinomi magičnih matrik. V bistvu je zelo taka lušna, ne, ampak ja, moraš malo pogledati, kaj se to dogaja, ne, pa si tako, ok, zakaj to rabiš, tako jaz, ja, ne rabiš, malo tako razvedrilo, tako, ja, ampak zakaj, če je težko to računati, tako, ja, pač zanimiv. Ampak ja, ok, taka malo lušna, no, tudi ko se mi zdi jaz sem se ful zagrebla, tista je bila kar popularna, jaz sem takoj, ko sem videla, sem pisala, ko vem, da sem mislim, da pol še 3 hoteli isto temo, no, pa tudi malo manj dela je bilo, kakšna, ki je bila malo bolj raziskovalna, pa tako, še zmeraj mlađi, nobenih anket ne rabiš delati, malo prebereš članke, malo tako, vse je zanimiv, pa že tako, tudi zgodovinsko, ne, ampak ni pa toliko uporabno, tako da ti ful ne težijo tudi, ne, pol na zagovoru. Absolutno, pa niti bilo treba, tako si rekla, najdeti nekaj novega. Ja, ja. Nek nov način. Res je, ja. Kako linealizirati magične matrike, ko pa s polinomi. No, ful dober. Zdaj, torej, greva malo še nazaj na boks. Tako sem rekla v uvodu, si svetovna prvakinja v 2 kategorijah, torej različica WBO pa WBC. Tvoj renome je 24-1, od tega 12 KOs, kar je... Meni je bilo to ful impressive, ko sem prebrala. Zdaj pa čisto po domače. Kaj ti gre po glavi, ko vstopiš v ring zdaj? Torej, malo so se pogovarjali, ko si bila 12 let stara, pa ta živčnost, da je šla v pozitivni adrenalin. Kaj pa zdaj? Zdaj pa dejansko, odkar boksam, ko sem prišla na ta nivo, ker so res vsaka tekma zdaj naprej je pomembna, ker to pač odloča, boš ti za svetovni prvak, boš izgubil, ne, pa boš šel par korakov nazaj. Dejansko sem videla, da moram nekako tisto agresivnost buditi, ne, ker jaz načeloma nisem tako, sej verjetno, da pač meni ne reče, ti ne izgledaš kot bokserka, tudi tako se ne obnašaš, ker si preveč prijazna, ne vem kaj. In tisto pač agresivno, ne, tudi moram zbuditi, dejansko razmišljam, kot da zdaj grem jaz v vojno, ne, pač gremo na smrt, ne, za življenje, pač res moraš tisto biti, malo se tako deliš, dobiš tunelski vid, vse prav filmsko je, ne, kada ti bi enda tako povšter na glavo, ker tako malo pridušeno slišiš vse drugo. Dobro, ponavadi se na svoje vhodno se skoncentriram, da me še malo tako dvigne, pa na hajpa, pa pač greš, ne, pa je itak, poj, ne, obe dve greva, mislim, se strinjam, ni to, da bi jo jaz hotela dejansko biti, ampak jaz hočem biti boljša in to dokazati, ne, in je treba biti zaradi tega tudi agresiven, že zaradi tega, da ti ne obupaš, tudi kad ti je hudo, da lažje odmisliš bolečino, oziroma da tudi umiriš tisti pač utrip, da ne začneš paničariti, ker je, ne vem, njej rat ali kakšna dobra kombinacija udarcev. Zaradi tega, ker si predstavljam, to mora biti tudi ta špartanska mentaliteta, da te rukne noter, pa da res lahko začneš z energijo. Ja, dejansko tudi zdaj smo parkrat začeli s trenerji, tudi so tako rekli, Ema, začni buildati tisto agresijo, ker dejansko vse pozna, meni reče trener, ja, je Ema ena, ki si ti skozi tudi tako v privat življenju, pa tako nasplošno, pa Ema dva, kakršna mora biti, ki se dela na treningih, ki imaš sparing in sploh, ki je tekma. To pomeni una agresivna, neizprosna, pač ni moj problem, da si se ti odločil z mano sparirati ali pa tekmovati, pač jaz hočem biti boljša. In ja, mogoče se malo tako kruto sliša, ne, ampak na vse zadnje je to šport in mislim, da tudi ne glede na to, da pri športih, ki niso borilni,
so tudi take podobne mentalitete, ki pač je tisti fokus, ki pač te ne sme zanimati, kaj bo z nasprotnikom ali pa z drugo ekipo. Ti greš na tem delati, da boš ti najboljši. In ko so kakšni trenutki, ko ti res gre pritisk više, ko ti začne srce face beat, ko hočeš spaničariti, kako se umiriš, kaj je tisto, kar te požene do konca? Ja, ponavadi je tisto, če le lahko, da greš malo na izven distance, se pravi izven njenega dosega, ne, da si lahko par sekund vzameš, probaš zadihati, znižati, pa si predvsem v glavi skoncentrirati, ne, ker glava je res izjemnega pomena. Če ti nisi fokusiran, ti ne pomaga, da si ti res fizično pripravljen, ker ne vem kva, ker je pri boksu zelo pomembna glava, sploh kakšen timing, tudi razmišljati, ne, moraš lahko tudi kakšne, ki ti res ne ugaja, pa moraš ti zdaj, ki te tepe, vmes razmisliti, kje bi ti lahko našel luknjo ali pa jo prekinil, če ne drugega njen napad, a ne. Dobro je tudi, ko imam, se mi zdi, da je zelo dobro obrambo, tako da v najslabšem primeru se vedno lahko dobro pokrijem, pa si rečem, ok, kaj bi zdaj lahko naredila, ne, da pridem izven te krizne situacije. In je kak tak trenutek v tvoji karieri, ko je bilo res, ti je bilo težko, ampak iz tega si potem prišla više, te je ful izgradil profesionalno? Mislim, ja, je bil tudi, a ne, mislim, itak tudi dober ta zadnji poraz, a ne, sicer sem vedela, da ja, dejansko sem jaz izgubila proti najboljšim, tudi zdaj, če rečem, jaz si ne predstavljam nobene, da bi jo premagala v boksu, ne, zdaj ta tudi Clarissa Shields. Ona je bila tudi že pri 17 olimpijska prvakinja, ne, in je res tak fenomen, res, da je rada glasna, da se bo verjetno, da je upekla, sploh ker že fante začela izzivati, pa to ne karene, ne to svetovne oziroma bivše svetovne prvake. Ampak ja, nikoli si nisem rekla, joj, a pa si zamerila, da sem izgubila, ampak sem rekla, ok, daj probi iz tega največ pobrati, ne, kaj je ona delala, zakaj ti ni šlo. Tudi vedno rečejo, da se načeloma iz porazov veliko bolj naučiš, kaj iz zmag, ne. Tudi zato, predvsem, ker ti ne dajo miru, ne, razmišljaš, kaj je bilo pa narobe, ne, ali pa kaj bi bilo boljše. In glede na to, da imaš za sabo tudi 24 zmag in od tega 12, lahko rekla, direktnih zmag, kak je pa mentaliteta potem, ko dejansko zmagaš? Zaradi tega, ker tukaj vedno vem, da je trade-off, ne, ali lahko ti gre v glavo, ali pa ostaneš na nogah in ne odjadraš. Mislim, ja, pač tako je itak. Včasih je najbolj pa najmanj stresno zmagati z nokautom, a ne, sem zdaj, ko so že tak nivoji, pač so dobre nasprotnice, težko kjer nokautirati, a ne. Ker takrat veš, ziher sem zmagal. Vedno, ko pride do konca, pa čakaš itak tisti napovedovalec, ki se tebi zdi, da pol ure govori rezultate, pa še zmeraj ne veš, si vedno tako, ne vem, če je bilo, ne. Saj vse čutiš, da mogo, ampak vedno te lahko goljufajo, ne. Tudi zdaj sem bila malo živčna zadnjo, ker pač sem bila v Veliki Britaniji, pa proti Škotiji se borila, ne. Tako še zmeraj na njenem domačem terenu, za sabo ima občinstvo, vse načeloma so ker redko kdaj se zgodi, da bi neki ful pač oškodovali te, ampak ja, vedno si tako, ja, lahko je, ne. Ker ni tako noben nemer, ne. Vsak sodnik pač točkuje, kolikor se njemu zdi, a ne. In je tudi tako, da vsako rundo se točkuje, 10 dobi ona, ki se ji zdi, da je bila boljša, ne, pač sodniku 9 pa ona, ki je bila slabša. Razen če pride do, se pravi, štetja, ne, da pol je 10-8. Ampak zdaj vedno tako, ja, lahko bi bila tista, ampak ja, včasih je tako, vedno sem živčna, ne, pa sem tako, se je, pa tudi vedno mi je pol tudi v kotu trenerji tako, ja, saj imaš to, saj si zmagala, ti kar roko dvignem, pa to. In ja, takrat, ko pol se najprej si tako dahneš, tako, ja, končno zmagala, pa si tako, wow, pač dejansko ti je ratalo to narediti. In je res tako zadovoljstvo, ki ga, mislim, težko, jaz nisem doživela še tako izven boksa ta občutek, ki zmaga eno res pomembno tekmo. Pač ne vem, ne vem, tudi ne znam si predstavljati, kaj bi mi dalo. Res, da pač tisto ti pol traja, ne, kakšen dan, da si tako, wow.
pa pač moraš že pozabiti, če ne za to drugega, da začneš garati naprej, ne. Tako je, to mora biti res občutek evforije, tako Ja, res končno je, pa res 500 je. kil ti gre dol z ramen, ko imaš ti meč pred sabo, pa proti novim zmagam. Ja, itak rečem, ne bomo zdaj ne na lovorikah spali, zato ker je vedno lažje osvojiti naslov, kot ga braniti, ne, ker pol kar naenkrat dobiš tarčo na hrbet, ne, prej so tako, okej, ena druga tarča, pa karkoli. Zdaj pa kar tako, ja, pa kar izzovejo te, ne, pa kar v enem večeru prej nekje nobene, v enem večeru 3 izzivalke, ne. Ampak po drugi strani pa jaz nič ne morem zbirati, ker zdaj promotor, on določi, s kom se bom borila. Jaz sam tako, okej, ja, rečem, a ne. Se to je zelo zanimivo, ko si rekla, da ti veš, ampak tudi ne slišiš, ko toliko časa govori rezultate. Zanimivo, če gledaš kako boksarsko tekmo, ko igralcem rabi par sekund, da jim porajta, da so zmagali, pa dvignejo roke. Ja. Se ponavadi to dojameš, kad ti sodnik, kad ti gor dvigne, pa skoj, ja. Ne, ker pač, po moje, če ne bi dvigovali rok, bi si tako bili tako, 3 minute kasneje, po moje, pogledalo kot pa trenerje, pa če se oni veselijo, se pa ti veseliš. No, zdaj pa, ena zanimiva stvar mi je tvoj vzdevek, The Princess, ki ga imaš tudi na majici. In me zanima, odkot ta vzdevek? Kako si ga dobila? Mene moj ati kliče princeska, ne, saj moja sestrica tudi, ne. In pol je pač to trener enkrat moj slišal in je tako, dej, ima ti rabiš vzdevek. V profi imajo vsi vzdevka, ne, in pol so tam tako slišal, pa tako, kaj če je bilo The Princess. Sploh me ni vprašal, sam naslednji dan je bilo na tisti uradni boksarski zvezi in zdaj je pač kar je, ne. Ampak ja, okej, se pol navadiš, ne, prej si tako, joj, cringe, ne, zdaj so se že to zmislili, zdaj ne boš več The Princess, zdaj boš The Queen, ka si že toliko visok prišla, ne. Ampak ja, nekako je tako, se mi zdi, da kakšni oni pretirano agresivni vzdevki, ki jih imajo, kjer si tako, ja, pa se njih ne moreš s tem poistovetiti, pa sem tako, okej, sej, še zmerom si ima kozin, ne, ampak ja, komot te, tudi ono, kar reče The Princess, te more tako, ja, to sem jaz. No, sej drugače, prvič, ko sem ga prebrala, sem tako, no ja, mogoče pa ste malo zavede tiste, ko prvič slišijo, ne, tako, no ja, she's gonna go easy, pa jih Ja, čeprav sem tudi taka, ne, da bi dosti rekla, da sem dosti clean, ne, tudi če se mi bo kera obrnila, jaz se bom stavila, jaz se ne bom tarala, čeprav njen problem, da se je obrnila, ne. Ker pač, ne, tudi ona bila opozorjena, ne, ampak ja, tudi tako. Probam biti še zmeraj spoštljiva, ne, čeprav ja, pol, ko si enkrat agresiven, včasih pol imaš malo tako zamegljena, ne, pač moraš iti do zmage, ampak ja, lej, sej, se mi zdi, da tudi vedno bom, ker sem taka spoštljiva do nasprotnic, ne bo nikoli onega trash talka, sej, pač je vedno treba biti samozavesten pa povedati, če ne drugega, da te jemljejo resno, sploh, ko prideš pač kam na novo ali pa kje, ko si ti underdog, ne. Ampak ja. Tako da ja, malo je zanimivo, ampak se mi zdi, lej, zakaj pa ne. Ful dobro. Zdaj, kjer fight pa je bil v tvoji karieri do zdaj najtežji? Mislim, ta zmaga je bila kar tako psihično težka, je bilo pa tudi tisto, ko imam še en neodločen izid. Tisto, samo takrat smo pol ugotavljali, da sem jaz čisto fizično iztrošena, tudi kortizola sem imela neizmerno visok, se pravi, to je stres, ne. In tisto smo pol en mesec kasneje sem imela pa rematch, s tem, da v tistem enem mesecu sem šla, mislim, da enkrat sam na infuzijo železa, ker sem imela ful pomanjkanje, pa večinoma sem počivala in pol, ko smo imeli rematch, sem odboksala res tako dobro, tako da ja, dejansko tisto je bilo težek, tudi ker nič se ni poklopilo, nisem mogla se ne naše taktike držati, ne z glavo ni bilo pred stvari, utrujena sem bila ful, tisto je bilo res tako naporno, tudi tak 10 rund je bilo tudi takrat, tudi malo večja dvorana je bila v Zagrebu, vem, da mi je bila tudi malo, pol kar tremo sem dobila, ker ponavadi ne, oziroma saj toliko ne, a ne, in ni bila ona pozitivna, ampak je bila dejansko stresno. Tako da tisto je bilo kar tako, ampak ja, smo se hitro pobrali, pa pol je bila tista zmaga pol še toliko slajša. No, to pa verjamem. Ampak kaj pa je bilo tisto, kar si potegnila ven iz tiste prve neodločene igre pred rematchem?
Zaradi tega, ko vseeno, tako si prej rekla, več se naučiš iz nizkih točk, pa iz visokih. Kaj je bilo tisto, kar si lahko ven žela? Da smo se naučili in jaz in tudi moja ekipa, da včasih je boljš, da si zlav pri stvari, pa da si spočit, ne pa da garaš na polno, brez glavo na treningih tudi, ne. Ampak da si tako res. Pa tudi tako, glede na to, da moramo tudi, zdaj mi gre dostikrat, gremo testirati kri, kako imam jaz raven, ne, ker tudi železa je pol tako, sicer nisem na nikoli slabokrvna, ampak ko ti enkrat pade, imaš lahko pol celo življenje probleme s tem. In da je treba biti previden in da je regeneracija toliko pomembna kot trening, če ne še bolj. No, sej, hvala Bogu, da ste prišli do tega, če nič drugega za prihodnost. Zdaj pred tekmo, predn greš noter v ring, koliko se nahajpaš? Rekla si, da uporabiš svojo pesem, ko prihajaš dol, kaj pa pred tem, predn priješ v dvorano? Tudi prej že poslušam pesmi, no, sploh moj simfonični metal, ampak moraš tisto, tudi parkrat z dihanjem tisto, pač agresijo zbujati, tudi že tisti dan ponad prej, sicer je dosti umirjen, ampak parkrat pogledaš, ne smeš predolg razmišljati, tako po 5-10 minut v tekmi, pa moraš spet kaj drugega se zamotiti, ker če ne te psihično iztroši lahko, ne. Oziroma preveč idej dobiš in pol se ti začne podirati, ker ti kaj narata in pol se brklaš, tam. Tako da ponavadi začneš tisto agresijo, pa itak tudi z ogrevanjem, tudi ko že delamo, se pravi na fokuserji, ki mi naštimajo, že takrat začnemo tudi ok, zdaj pa močne udarce, zdaj pa igra, in tudi tisto, da se čuti, kako ti gre tista in kri in toplota po telesu, da tisto dejansko čutiš, da si močen. In imaš kak poseben ritual? Rekla si, kaj se meni zdi ful amazing, metal simfonije, to se mi zdi the best, ampak imaš kaj prav tak specifičen potek, kako se pripraviš na sam meč? Da bi zdaj nekaj ful rekla, ne, no, včasih še pol zmolim prej, če imamo čas, če ne drugega, da ne nobenih poškodb, ker to je res, tudi če se ti nasprotnica poškoduje, pa ti zaradi tega zmagaš, saj najprej si vesel, samo je še zmeraj tak beden občutek, ker navsezadnje je to šport, nočemo zdaj nobenemu ne privoščimo poškodbe. Garč pa dostikrat tudi itak poslušam, nam vedno povijajo roke, ne, mi imamo pod rokavicami, tako se reče, bandaže, dejansko povoj in tisto že traja, da ti, tudi če je profesionalec, bo 21 minut ti povejo, že takrat se ti začneš samo fokusirati, poslušati muziko, malo počasi tisto res, si predstavljati v ringu, včasih gremo tudi že prej, če je možnost ring pogledati, pa noter stopiti, zato da malo dobiš feeling prostora, zato da ti greš, ko greš v dvorano, da vse, nič te ne sme zmotiti, vse že pričakuješ in je to. In si samo fokusiran na nasprotnico. No, ful dober. Zdaj pa dve zaključni vprašanji. Z boksom se ukvarjaš že dokaj dolgo, ne? Zelo, bi lahko rekli več kot pol svojega življenja. Skoraj, Ja. Ali pravila in načela boksa lahko preneseš v življenje? A jih prenašaš v življenje? Tako so že rekli za matematiko, da te je to, ta zagnanost, da res nekaj zaključiš, da te je pripeljala do diplome. Kaj pa na splošno v vsakdanu? Mislim, da tudi, no. In že kot sam šport, ker ti da disciplina, vztrajnost, tudi pač tisto, da je treba pač včasih garati, če hočeš kaj uspeti, noben ti ne bo uspeh prinesel na pladnju. Pri boksu pa tudi to, ne, ke je življenje borba. Včasih se moraš ti postaviti zase, pa pač reči, okej, jaz si to zaslužim, pač naj bo moje, ne. Tudi če ti veš, da si garal najbolj, pol si moraš vzeti pač zase, ne pustiti drugim, da ti vzamejo pred nosom, ne, stvari ali pa kakšne uspehe ali pa načeloma tudi službo pol, ne. Ja, seveda. In kakšno je eno tako načelo, po katerem živiš vsak dan? To je tako težko vprašanje, Ja, kaj pa vem. zato sem ga pa za zaključek prihranila. Kaj pa vem, no, mogoče tisto, da okej, saj preteklost je fajn, a ne, ampak preteklost moramo predvsem zato uporabljati, da se kaj naučimo, da danes uporabimo zato, da lahko uživamo jutri. Super, Ema, ful hvala, da si bila tu. Ja, hvala vam, ne, super je bilo.